Cenjene dame in gospodje, lepo pozdravljeni iz studia 136, to so vesti na vesti. Ministrstvo za zunanje zadeve je finski ambasadi v Ljubljani vročilo protestno noto zaradi poročanja finske televizije, ki je obtožila predsednika vlade Janeza Janšo, da je prejemal podkupnine pri nakupu oklepnikov 8x8. Mislim, da so se ravno kar parkirali tule na parkirišču. A slišiš to? Vlada in njeni predstavniki pa so prepričani, da gre za zaroto. Zavest je svoje stališče o tem takole pojasnil minister za šolstvo in drugi človek SDS-a Milan Zver. Škoda je bila velika narejena, ampak v gledu Slovenije ni nujno, da je toliko politična škoda nam, ker se bodo verjetno zgodba obrnila proti načrtovalcem in izvajalcem tega projekta. In Jan, kaj je bilo? Plačal se od propelati, s 15 tovornjaki. Vladno pivo, a? Kako vladno? Ja, ne veš, da imajo v interesu imeti med državljani same pijance. Ti se najmanj pritožujejo. Pravzaprav vse pogoltnejo, ampak o tem ti bom pol malo več povedala, iz prakse velja. Generalna državna tožilka Barbara Brezigar pa nam je razložila, da tožilstvo na primeru Patria, kljub temu, da se to ne opazi, pridno dela. Predvsem usmerjajo delo policije, ki je opravila že kar veliko razgovorov in pregledane in prebavljene precej dokumentacije. Odgovorila pa je tudi na obtožbe, da delo tožilcev usmerja vladna politika. S takšnimi stvarmi, kot so jih izrekli danes, so obtožili 200 slovenskih tožilcev, da so pravzaprav skorumpirani, ker to je korupcija, če bi po tem diktatu ravnali. Tega pa slovenski tožilci ne počnemo. Na policijski upravi Maribor so včeraj opravili informativni razgovor z Walterjem Wolfom, domnevnim kurirjem za Patrijine podkupnine. Njegov odvetnik nam je povedal, da v Sloveniji Wolf ni osumljen. Zoper mojega klienta, gospoda Wolfa, ne teče ne kazenski, ne predkazenski postopek. Torej, zoper njega ne teče prav noben postopek. Seveda, da ne. Se je on najbrž poklical najprej policaje in jim malo požugal. No in kaj so ga spraševali kriminalisti? Informativni razgovor o zadevi Patrija. Predsednik stranke Zares Gregor Golobič je vlado Janeza Janše obtožil. Sam ne vem, no, tako se ne da delati, no, kaj, še vedno razlagajo vse te steklenice, ali kaj? Pa res, gleda, da plača oziroma pivo, ne, je že zlovdan. Sam zdaj se mi zdi, da tam lovdajo še novinarske konference od Sarkiča, sem to bo pa trajalo. To bo trajalo, ja. Torej, Gregor Golobič je Janeza Janšo, oziroma njegovo vlado, obtožil, da se je zgodila eksplozija lakomnosti. Golobič je govoril o višinah izplačanih sejnin članom nadzornih svetov v podjetjih, v katerih ima lastniške deleže tudi država. Kot dokaz je navedel dvig sejnin v Novi Ljubljanski banki, Pošti Slovenije, Telekomu, Luki Koper in Novi KBM. Pri tem ne gre za kršitev predpisov, zato da bi si ti nadzorni sveti ali skupščine teh družb prekoračile okvir, ki jim ga je definirala vlada. To se je zgodilo na podlagi uredbe vlade. V letu 2004 je povprečno nadzornik v teh podjetjih zaslužil približno 3500 evrov, pri čemer je bila povprečna bruto plača v Sloveniji takrat 13 000 evrov. V letu 2007-2008 je slika enaka, ni pa še leto zaključeno, pa je ta znesek iz 3500 evrov se dvignil na povprečno 27500 evrov. Ti izbranci prejemajo samo iz naslova sejnin in nagrad, ki si jih izplačujejo za svojo udeležbo na približno med 6 in 10 sejami letno, toliko denarja, kot ga povprečen, govorim, zaposleni v Sloveniji s povprečno plačo zasluži v 2 letih. Spregovoril pa je tudi o vlogi Pošte Slovenije v predvolilnem boju. Vodja službe za prodajo blaga in oglaševalske medije na Pošti Slovenije je kandidatka SDS Katja Koren, ki je v mesecu juliju predstavila marketinškim sodelavcem v tem podjetju možnost tega oglaševanja in v isti sapi povedala, da je
v času volilne kampanje to mesto že rezervirano za stranko SDS. Ni redkost, da pošta daje popust na takšne storitve, vendar 77% popusta ne daje nikomor, razen samoomejenim publikacijam samoomejevalne stranke SDS. Tu gre za čisto oškodovanje Pošte Slovenije in nekomercialno obnašanje. No, gremo malo na Primorsko, no? Roberto Battelli, ki že 6. kandidira za poslanca italijanske manjšine in se tokrat bori s 4 protikandidati, nam je povedal, zakaj si želi še 6. mandat. Poglejte, odločitev za politiko je odločitev za politiko. To ni nekaj, kar je... Mislim, jaz ne poznam evropske države, kjer bi za parlament postajale omejitve. O domačem siru, paši krav, komentar dneva, Vita Korošec. Čuješ, ti mene politika pa res ne zanima, sam sem pa študirala zadnje cajte, ko gledam, kako eni ljudi služijo masne denarje na račun še teh velikih biznisov, ko sem čula praviti po internetu, ko televizija mi je zadnjič crknala, ko je moj pop gr po njej užgal. No, sem čula praviti, da če si politik, da popale ne moreš mimo tega, ne bi kakve velike biznise naredil, pa orang zaslužil zravno. Te sem pa študirala, ko mi imamo pa tudi pri nas na Koroškem ene par takih velikih živin, ko se tudi po vetru oblačajo od teh hkr zapiha. Sem srečala zadnjič enega župana, pa mislim, da je tudi v parlamentu neka dela, pa me je prepozno do z interneta. Kaj pa misliš, se prnaj so tudi internetu leče, mi je pa rekel, lej, Vita, jedi ti kandidirat prnas malo, v šokolu hodila, pa urihtali te bomo, pa Joške ti mu dali malo povečati, pa frizuru ti mu porihtali, en velik plakat bomo nalepili sred Črne, pa v Podgorju tudi enega, pol pa dej ti za nas kandidirat, boš videla, jaz ti povem, boš prišla v parlament. Tej sem pa študirala, čuješ, ti jaz pa le ne bi mogla biti tiho, da bi si v pol leta novo bajto spuvala, pa Mercedes dobla, pa v Ljubljani novo stanovanje dobla. Jaz pa le ne bi mogla biti tiho, jaz vam povem, če bi en tak velik biznis z Avstrijcami naredila, ko jaz vam pa le gre v Avstriji veze, jaz bi pa mogla komu povedati, da imam zdaj pa dosti denarja. Pa si, kaj pa je to takega? Mislim, ko jaz bi pa, če bi orang denar oprala puvala kak psihiatrični center, če ne za kaj druga, bi pa zalešete bil, ko so preveč denarja uprali, pa se jim je pol zmešalo. Po bi pa tja zastojn poslala jih, pa da bi lahko Embard spet normalni ratali. A vete, ko meni se zdi, da če že ene velike biznise človek v politiki naredi, zakaj pa tej bi sam eden v žep pospravil denar? Jaz vam povem, da denar je treba okolo talati, pol te bojo pa radi imeli. No, pol sem se pa še zahvalila onmu županu, pa ko je v parlamentu tudi čisto v redu, det je, sam denar ga je pa pokvaril, pa sem rekla, da tej pa že rajš denar pošteno služim tole na internetu, ko tej mi sej nobed nič ne more, nikoli nič mi ne bojo mogli naprej metati, da sem ta leva ali pa ta desna ali pa karkoli že, če bo pa internet crkno, bom šla pa domu, pa bom spet krave paslava, domači sir delala. Sam tek sem vam hotla povedati, ali? Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Na natečaju za poslovni objekt Severna Ljubljanska vrata, Bavarski dvor, vzhodna stran, je zmagal arhitekt Boris Podreka. Janez Koželj nam je takole predstavil izbrani projekt. V tem delu se navezuje na uno stran, medtem ko s tem rahlim izklanjanjem teh oblik v diagonalo, z skloni od vertikale in horizontale, pravzaprav stvarja eno drugo obliko. Kakaj je zmehčana, ta strobost je zmehčana. Zakaj ima nek poseben značaj, ima en poseben izraz. Mogoče edinstvo, take kristalinske forme ni v Ljubljani. Še poseben, če računamo, da se bo seveda od teh lomljenih ploskov potem odbijala svetloba. Ja, sta opazila tale trend v svetu, ne? Premožni ljudje hočejo dvojčka in to uredijo. Torej, vzamejo jajčice, ga umetno razcepijo, oplodijo in po 9 mesecih dobita 2. Ne? Trend premožnih ljudi torej, ki mu sledi tudi naš Janković in sproducira dvojčke. No, Podreka pa nam je ob tej priložnosti povedal, kakšne spremembe sam opaža v Ljubljani. Je razpoznavno to, kar se dogaja. Torej je neka kvaliteta, ljudje boljše živijo, se zbirajo ob reki. Na festivalu Danes, ki v organizaciji Kible poteka na glavnem trgu v Mariboru, pa so včeraj nastopili Žuambo Žuet Orkestrao.
Še vreme. Iz ljubljanskega studia 136 vas lepo pozdravljamo do prihodnjič. Tudi to so bile Vesti na vesti.